Ja, nič, zdaj smo pa pri šterki. Stari, tlele sem pa jaz po mojem kar malo pripravljen, da se skregam. Ja, dober dan. Kako ste kaj? A ste da bi mi danes zalaufali ene vrste časovni stroj, pa pojmo za foro nazaj, glih za ene 50 let, ker ravno pred 50 leti je Volkswagen prvič pokazal ta avto. Golf GTI. Jaz pravim tako, na prste ene roke bi lahko preštel vloge v 10-letni zgodovini Komotra minute, ki so prepojeni s toliko ene nostalgije. Za vse tiste, ki vas pa starejši GTI ne zanimajo toliko, po mojem se splača počakati do konca vloga, ker Volkswagen nas je v Španijo pripeljal ne samo zato, da bomo gledali v preteklost, predvsem in tudi zato, ker so pokazali prav posebnega Golfa GTI Edition 50. To se pravi najboljši, najhitrejši, najbolj zmogljiv GTI do zdaj. Tako da to pride na konc, gremo tudi na pisto. Ti povem, kaj vse velja za tisto avto, ampak najprej pa moramo skočiti malo, razmeroma veliko nazaj, da se naučimo, od kje sploh GTI prihaja, kaj sploh pomeni in kakšne so značilnosti vsakega od teh avtomobilov za mojim hrbtom. Tole bo noro. Ja, nič, z enko moramo začeti in moram priznati, da sem v tem trenutku kar malo emocionalen. Ne pozab, leta 81 sem se v navadni enki iz porodnišnice domov pripeljal jaz. Rumena je bila. Sicer pa preden ti povem, koliko je letel, pa kakšne so bile njegove glavne lastnosti, preden je Golf GTI sploh lahko nastal, se je moglo kupenih stvari zgoditi. Ta pot ni bila najbolj lahka. Poglej, zgodba teče tako. Marsikdo ne ve, da je bil ta prvi GTI stvar takšnega napol skrivenega projekta samo 5 ljudi znotraj Volkswagena. Eden od inženirjev, pa vodja razvoja podvozja, vodja marketinga, vodja par ljudi, ki so bili več kot očitno petrolheadi in so vedeli, da imajo neki. Osnova za ta prvi prototip je bil tudi takrat nov, široko, in ko je Volkswagen predstavil ta prvi avto v odboru, so rekli ne, to ne bo šlo skozi, to je noro. In hecen, v tej začetni fazi se GTI še ni imenoval GTI, ampak Sport Golf. Mimogrede, a veš, kaj sploh pomeni GTI? Gran Turismo Injection. Direkt Einspritz, to se pravi neposredni vbrizg. V glavnem, ta prvi prototip je dobil totalno rdečo luč. Ampak ta majhna razvojna ekipa je vztrajala in naposled zagledala tisto zeleno, kar je pomenilo, da so lahko izdelali 6 prototipov. In eden od teh se je na eni od dirk na Nürburgringu prvič javnosti pokazal kot pace car. Ljudje so samo debeli gledali, kaj ta Golf to leti, to se ne bi smelo zgoditi. No, potem pa leta 75 prije IAA v Frankfurtu in Volkswagen pokaže prvega serijskega GTI-ja. To je bil velik moment. In ta prvi GTI je bil seveda majhen, kompakten, zelo lahek pa dostopen avto. Madonna se je tehtal samo 780 kg. Drugače pa letel je 182 na uro in v Nemčiji takrat koštal 13.850 mark. In v enki se seveda ni znajdel samo znamenit vzorc, imel je tudi najbolj legendarno prestavno kuglo na svetu. Plan? Prodati 5000 avtomobilov. Realnost 461.700. Enka GTI je takoj postal ikona. V bistvu je postavil kar orang temelj za vse naslednje. Pejmo na dvojko. No evo, zdaj smo pa pred dvojki. Golf 2 GTI je prišel leta 1984 in je vse, kar je pokazala enka, še dodatno začinil. Torej, Volkswagen je ohranil značilno rdečo črto okrog maske. Ampak tale 16 ve. Sprva tistele značke ni imel in na začetku je bil kar mal, kako se temu reče, underwhelming, zato ker je imel samo 112 konjev. Ampak potem leta 86 je pa profitiral od 16-ventilne tehnike, to se pravi po 4 ventili na val. In tista varianta brez katalizatorja, zato ker jih je bilo nekaj različnih, je imela pa že 139 konjev, kar se danes mogoče sliši malo smešno, ampak takrat so bile to orang številke. Pa letu je 208 na uro, doplačal si lahko tudi ABS. Meni najljubši detajl so bile seveda BBS-ke, stvar doplačila. Ob vsem tem pa seveda ne smemo pozabiti na varianto GTI G60. Pri tistem avtomobilu je bilo tako, da je Volkswagen pomagal, da je malo lažje dihal. Tista avto ima pa že 160 konjev, pa leto je 216.
In ravno z dvojko GTI je Golf postal najbolj prodajan kompakten športnik na svetu. Vsega skupaj so jih naredili 628 000. Je pa nekaj res. Kje pa Golf kugla v dvojki? Tista, ki jo imamo tako radi. Kaj pa to? Kaj je bilo? In evo nas pri trojki. Zdaj imam pa jaz eno priznanje. A veš, da sem si jaz trojko zapomnil kot bistveno bolj dolgočasen avto, kot zgleda. V letu, v katerem je Slovenija postala samostojna država, torej leta 1991. Mislim, ko slušiš zdaj to, mašina je bila 2.0, tehnika samo dvoventilska, imel je 115 konjev, pa leto je sam 196. Jaz sem mislil, da bo več pripeljal na cesto. Pa tukaj pri trojki so stvari tudi pod havbo izgledale že malo manj seksi. Da ti pokažem dvojko. A jo gledaš? A jo vidiš? A je seksi, a ne? No, in zdaj poglej trojko. Smo že naredili en step down. Kaj zdaj to? Je pa res, da tale je ena druga varianta. A veš, o čem je bil hec? Ja, pri Volkswagenu so se zavedali, da so ga malo posrali. Zato so leta 1993 probali popraviti okus. Vrnili so mu pogrešanih 8 ventilov, dali 150 konjev, avto je leto 216 in od 0 do 100 rabil 8,7 sekunde. Popravili so okus, ampak mi dobro vemo, da že takrat je imela trojka enega drugega Golfa, ki je bil The Golf. Brutalen VR6. Pejmo naprej. A ja, še to. Vrh ponudbe pri trojki GTI je predstavljal Edition 20, ki je pa zgledal res hudo, vključno z rdečimi čeljustmi, pa tudi znotraj je še vedno držal tisto špuro, ki je zastavila že enka. To se pravi, razmeroma atraktivni zici, pa obvezna kugla, rdeči šivi na volanu, beli števci, to je bila takrat huda športnost, morate vedeti. Ja, nič, zdaj smo pa pri šterki. Stari, tlele sem pa jaz po mojem kar malo pripravljen, da se skregam. 150 konjev. Totalna kriza motorne identitete. Tamle dva avta nazaj si po moje dvojka GTI v brado govori, a za to smo se borili. To smo se borili. Jaz se drugače zgleda kar dobro. Nostalgija že malo grabne. Kar naenkrat zgleda fejst privlačno. Sploh s temi feltnami, a ne? In ko rečem kriza motorne identitete, poslušaj zdaj to, stari. Ta avto si lahko dobil z mašino 1.8 ali pa 2.3, pa oba sta imela 150 konjev. In potem je nekomu v nekem momentu vsem kapljno, pa so tisti večji mašini dodali dodatnih 20 konjev, pa je avto leto pol 224, malo so probali popraviti okus. V to zanko so se neparkrat ujeli, ne? Najbolj nora stvar pri tem, pa sploh ni to, kar sem zdaj povedal. Poslušaj zdaj, a ti veš, da je bil ta avto, to se pravi šterka GTI, na voljo tudi s turbo dizlom. In ponujali so 110 ali pa 115 konjev. Be careful with your choice. No, pardon, tudi 130 konjski dizel GTI je bil na voljo, tako da, a veš, kvaj mi je špilal, stari, se to sploh ne moreš verjeti, stari. Ampak dobro, avto zgleda super, meni je všeč. No, pa tudi pri Volkswagenu so morali videti, da nekaj vse ne štima, ne. Točno telih 4 GTI so prodali 164 000, kar je visoka številka, ampak v resnici nobenega GTI-ja niso prodali tako malkrat. Ne prej, ne pol. Samo veš kaj, ne moram pa jaz kakšno besedo požreti. Zato, ker sem si vzel čas in se vsak avto usedel in vidim, da najbolj sem težil, da ta šterka klaso zdaj tle delali. Zdaj, ko se pa avto posvečam, pa ne samo, da sem se spomnil, koliko dobro je bila šterka narejena, stari, to svet ni videl. Sploh do takrat, pa tudi danes kakšni avti, veš. Ampak kako so se trudili z detajli? Koliko orenk so bili Recaro školjkasti sedeži, kako je bila oblečena ročna usne. Šterka, pa prosti. Veš, da si mi kar všeč. Kljub krizi motorne identitete. No in potem septembra 2004 uleti rešitelj, The Savior, končno avto, ki je brand GTI vrnil na zemljevid, no bullshit pristopa avtomobilov, avto, ki je zgledal vrhunsko, avto, ki je letel in meni gre tudi prvi GTI, ki sem ga jaz testiral kot novinar. Tistega dneva se spomnim, kot da bi bilo včeraj. Pa tudi momenta, ko sem poprasil tako feltno, se spomnim, kot da bi bil včeraj. A veš, petka GTI je bil tisti Golf, ki je vrnil nazaj hudo masko, z rdečo obrobo. Bil je modern, ampak se je preklonil izvirniku. Vse je štimal, dizajn,
Tehnika. Če se jaz prav spomnim, je bil 5 GTI drug avto Volkswagen koncerna, ki je vpeljal DSG. Prvi je bil Audi TT, pa imel je Orang mašino, 2.0 turbo, 200 konjev. 5 GTI je bil prvi GTI, ki se je od 0 do 100 spustil pod 7 sekund. Leto je 235. GTI se je vrnil. Mimogrede, tale je Edition 30 z 235 konji, ki je tudi kar dober leto. Smo mi zdaj prepotovali že 30 let od prvega do tega. Pejmo naprej, še kar nekaj nas čaka. 6 GTI, 210 konjev, prvič tudi elektronski div, prvič izpuha na 2 straneh odbijača. Pa še ena simpatična številka, a veš, da so jih naredili točno 199 900. To, da je bil naprodaj tudi kot kabrio, to pa 7 GTI. Volkswagen je zdaj že znal držati tisto rdečo nit, tudi z atraktivnimi dodatki znotraj žarometov, pa tukaj let spodaj na odbijaču. Drugače pa 220 oziroma 230 konjev, pa je bil pol tudi Edition 40, ti si imel pa 265 konjev in 7 GTI je bil pa tisti GTI, ki je podaril mejo 6.0 do 100, 5.9 se mi zdi, da je rabo, da se je do tja zganil, pa leto je 250. Tukaj smo pa že nekaj časa v območju resno športnih številk, ki tudi danes malo učko odprejo, če človeka ujameš nepripravljenega. No, pa pri 7 GTI ne smemo pozabiti tudi na varianto Club Sport S. To je tista, ki je, če se ne motim, na ringu podrla rekord za avte s pogonom spredi. Čas je bil 7.49, tisti avto je bil tudi dosti lažji od vseh običajnih GTI-jev in je res letel kot raketa. Club Sport, kot zanimivost, je tehtal samo 1286 kg in naredili so jih samo 400. Grede, vidiš, kako se je Volkswagen dobro pripravil. To je tisti Club Sport, ki je postavil čas 7.49 pa drobiš na Nürburgringu. In kar rečem, da je to tisti, s tem mislim, da je točen ta tisti, ki je peljal tako hitro. Avto je sicer zaklenjen, ampak dovolj, da ti ga pokažemo od znotraj. Kaj ti pade v oči? Poleg rdečega gumba za emergency stop najbrž 2 res hudi školjki, predvsem pa pomaknemo se v drugo vrsto. Evo tega na. Zdaj pa vidiš, zakaj je ta avto toliko lažji od ostalih GTI-jev. Prvič, ker mu manjkajo zadnji zici, pa roll bar vidiš. Pa še ena zanimivost, poglej, tale avto je bil 2016 udeleženec festivala hitrosti v Goodwoodu. Torej, Golf 8 GTI na cesto zapelje leta 2020, 2.245 konjev, predvsem pa tolikene pameti, ki je znala zelo uspešno krmiliti vse tiste elemente oziroma tehniko, ki ga dela na cesti za res spretnega, odzivenega, preciznega. A veš, združevati delovanje pametnega podvozja, ki se sprot prilagaja z e-diffom in to povezati v eno homogeno celoto, to ni kar tako. Še danes se spomnim, ko sem GTI 8 peljal prvič in sem bil navdušen, ker se pelje in je odziven bistveno bolj kot 7-ka, da o vseh ostalih sploh ne govorim. Zdaj, o tej ediciji 50 ti potem več povem še na pisti, ampak vedeti moraš recimo, da ponuja 325 konjev, kar je 25 več od 8 GTI Club Sporta. Tudi navora ima več 420 namesto 400. Do 100 pospeš v 5,3 sekunde, leti pa 270. Pa če smo že pri zadnjem koncu, velja omeniti, da si je mogoče malo sposodil izpušen sistem od Golfa R, pa da je 25 kg lažji od Golfa GTI, malo zato, ker lahko doplačaš tudi semi-slikse, ki so narejene ustvarjanje posebej zanj. Z vsako gumo prešparaš 1,3 kg, pa ker ima lažje feltne, narejene posebej zanj in tudi rdeče obarvane, če takšnega zbereš, tudi tam po feltni prešparaš po 3,3 kg. Skratka, pri Volkswagenu so se zares ful potrudili, da je tale 50th anniversary oziroma edicija 50 poseben avto. Mislim, da ga poglej. Je pa res, da v temu ediciji 50, ki je celostno res zelo hud, en detalj mi pa ni všeč, pa se ne morem prepričati ali pa ufurati to zgodbo, da bi mi rate všeč, ampak to se boste sami odločili. Meni so tele pedalke kar malo prehude. Mogoče sam zato, ko prvič vidim nekaj takšnega, ampak tako. Imamo o čem zagovoriti, ne? Ok, zdaj pa tako upam, da bom to dobro posnel. Ravno ker sem se usedel v tole Edition 50, gremo na pisto, ker sem že parkrat peljal, ampak že leta je od tega, ker sem bil tukaj nazadnje. Dajmo se posvetiti vožnji,
pa temu, če ta avto upraviči tako visoka pričakovanja. Evo, poglej, tole so vozni programi, ki so na voljo. Eko zdaj že ne pride upoštev Comfort, Sport mogoče, ampak tlele je tudi Special Mode, če greš na pisto, pa vklopiš to. To se pravi far profil special. This track has a lot of blind corners, especially in the exit. I remember. So you turn in and never see the exit. Okay. So just take it easy, because then always you have an off camber. Yeah. That means you go on and say, okay, fine, and then the track falls. drops. Yeah. And Okay. Prvi občutek, kar se tiče tegale Edition 50, precej se nagiba, ampak tako lepo komunicira z mano. Ne vem, če bi ga znal direktno primerjati z običajnim GTI-jem na pisti, ker imam premalo izkušenj, predvsem pa običajnega GTI-ja na pisti peljal nisem. Ampak tako, da bom rekel, zelo dobro se počuti. Ne samo, da močno pospešuje, tudi e-diff še kar dobro dela. Je pa res, da zdaj težko posestavim skupaj več kot 2-3 stavke, ker mi daje tale model pred mano tinte pit in sem na meji tega, kar sem sposoben dostaviti za volanom. Vidim, da sem prepozen ali pa prezgoden na bremzi in zato delam napake, ampak moram biti potrpežljiv, pa se bo vse dobro izšlo. Drugače pa dobro letimo, pred mano je Golf R. Ne bom pa metoval, da čutim razliko v nastavitvah podvozja. Ampak to, kar čutim iz izkušenj, so pa sam fine stvari. Kako sem zagnojil vink, no? Ja, zdaj lahko misli zberem. Zelo dober okoliš za tegale. Se spomnim, da sem tukaj vozil že Toyota GT86, pa Clio RS. O tem avtomobilu pa seveda nismo niti približno prišli na absolutni limit tega, kar zmore, ker pisto se je treba naučiti, avto pa tudi. Je pa res, da parkrat sem naredil kakšno napako, pa sem želel nadoknaditi zaostanke in sem šel ekstra hard v to, da res probam ujeti vse tisto, kar mi avto uspe ponuditi. Ne smeš mesariti, moraš biti precizen, ker če začneš mesariti, pol ti hitra elektronka, ki mora biti vklopljena na takih vožnjah, začne posegati in to pa sam bluziš. Ne smeš se preveč zaletavati. Malo potrpežljivosti pa ti avto zelo veliko vrne. Ne bom ti zdaj razlagal sprednji McPherson, zadnji več vodilna prema, za pol centi je še nižji od navadnega GTI-ja, puše so čvrstejše, spedenan podvozje, to sploh čvrstejše vzmeti, kupenih stvari je narejenih, vključno s krmiljenjem, da je ta avto bolj precizen. A veš, Golf GTI ni čist na glavo avto. To je tisto avto, ki ga daš lahko mami zapeljati, pa sploh navedla, da vozi športno avto. Ampak pa priješ pa na pisto, pa lahko veliko dobiš. In to je bistvo tega avtomobila. No. In veš, kaj se pozna? Gripa, oprijema je zares velik, pa niso idealni pogoji. Mrzlo je, sem pa kakšen damp patch oziroma vlažen del piste in avto grab ful boljš, kot sem mislil, predvsem v počasnejših ovinkih. Del razloga, zakaj pa tako dober grab in zakaj je grip izboljšan, je pa spremenjen, ful stvari je spremenjenih, sem povedal, ampak camber angle, veš kaj je to? To je kot naklona koles, ker če ti avto v spredje pogledaš, ponovadi avtomobili imajo naravnost gumice, ne? Ta kolesa imajo pa kot povečan, pa nasplošno dirkalniki, pa športni avtomobili, ampak ta kolesa, če v spredje gledaš, je tole camber angle. Veš, da so bicikli malo takole, na ven. Tisti, ki veste, pa tudi nastavljate podvozje za svoje avtomobile in prilagajate lahko rebound, bound, pa camber angle, veste, da to za serijski avto nekaj je in to mu pomaga. Ok, zdaj pa, kje smo ostali? A smo mi pri koncu? A smo povedali vse, kar smo morali povedati o ediciji 50? Najbrž ne. Od tukaj imamo dober razgled po vseh starejših GTI-jih, ki ti jih zdaj v tem trenutku kažem. Takšni skoki v preteklost, imam občutek, so nam vsem všeč, čim več tega, ne samo zato, ker imamo priložnost voziti kakšne nove stvari, predvsem zato, ker lahko pogledamo v preteklost, da boljše razumemo znamko, razvoj modela, izvedenk in tako naprej.